Ivan Cankar, kurent. O domovina, kot je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: Tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Puste leže tam, strme proti nebu s slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsul jo je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme tržaške obali ter od Triglava do Gorjancev, in je rekel: Veseli ljudje bodo živeli tod. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin in kazen. Odpel je površnik in potegnil sekiro iz zanke, a ne do konca, temveč jo je pridržal z desno roko pod oblačino. Roke je imel strašno šibke, dobro je čutil, kako mu z vsakim trenutkom bolj slabijo in drevenijo. Bal se je, da bo izpustil sekiro in mu popadla na tla. Nenadoma pa je bilo, kakor da se mu je zvrtelo v glavi. Zamotal je pa že tako, je najvoljno vzkliknila starka in se malce obrnila k njemu. Zdaj ni več smel izgubiti niti trenutka. Sekiro je do kraja potegnil ven, jo oberoč zavihtel, komaj se zavedajoč samega sebe, in jo skoraj brez napora, skoraj samodejno spustil s hrbtiščem starki na glavo. Bilo je, kakor da pri tem nima nobene moči. Toda brž, ko je spustil sekiro, se je v njem porodila moč. J.K. Rowling, Harry Potter in ognjeni kelih. 3. poglavje, vabilo. Ko je Harry prišel v kuhinjo, so Dursleyevi že sedeli za mizo. Nihče ni dvignil pogleda, niti ko je stopil skozi vrata, niti ko je sedel. Veliki rdeči obraz strica Vrdana se je skrival za časopisom, teta Petunija pa je lupila grenivko, pri čemer ji je uspelo našobiti ustnice, kljub temu, da je imela naravnost konjsko zabavno. Dudley se je ves razjarjen kujal in zdelo se je, da zavzame še več prostora kot običajno. To ni bilo kar tako, saj je zasedel že celotno stranico 4-kotne mize. Teta mu je na krožnik položila četrtino grenivke in začivkala: Izvoli, ljubček moj drobceni. Dudley jo je prebodel s pogledom polnim sovraštva. Odkar je konec šolskega leta domov prinesel spričevalo, je njegovo življenje postalo veliko manj prijetno. Ne, nima oči modrih, kot ocean, v katerem bi plaval. Ali pa zelenih smaragdov v očeh, katerih lesk bi lahko občudoval. Nima ustnic, rdečih kot nagelj, niti niso polne, kot da vabijo v poljub. Nima vrtnic, razlitih po licih, ni ostrih potez na njenem obrazu, kakršnih si želi imeti od mame. Njeni lasje so divji in neukročeni. Kodri svileni, namesto mehkobe, kričijo upor vsem ljudem, ki želijo jo blizu. Ona ne da se, raje sama koraka k svojemu koncu obupa. Roke so tanke, dotik grob, samo zavest, nadzor in prevlada so vse, kar zna in obvlada. Noge so ji dane, a jih ne mara, tako močno, da ne zna z njimi hoditi in te svojim telesom osupniti. Njeno telo je zato, da z glasom pove, kar ve in ne sme. Njej pišem ljubezensko pismo, četudi jo včasih sovražim, a vseeno zrem v to dekle v ogledalu, ki ni popolna, a je prava. In ravno takšno jo imam rada. Če iskreno skrbite za druge in si prizadevate pomagati drugim, da bi bili uspešni, se vam ne bo treba truditi za boljšo voljo. Nesebično in prijazno dejanje vam bo izboljšalo razpoloženje in povečalo občutek o lastni vrednosti. Če imate slab dan, poskusite komu pomagati. Že zaradi drobne geste prijaznosti do drugega se boste počutili bolje. Najprej sem mislil, da je samo mrtva. Ena sama tema. Zgolj telo, ki ga žro žuželke. O njej sem veliko razmišljal na ta način, kot da jo nekaj je. Tisto, kar je bila ona, zelene oči, polovični nasmešek, mehke obline njenih nog, bo kmalu nič. Samo kosti, ki jih nisem nikoli videl. Razmišljal sem o počasnem postopku, s katerim bo postala kost in potem okamnina in potem premog,
ki ga bodo čez milijone let izkopavali ljudje prihodnosti in o tem, kako si bodo z njo ogrevali domove, potem pa bo postala dim, ki se bo valil iz tovarniškega dimnika in se nalagal v ozračje. Včasih še vedno razmišljam tako, da je posmrtno življenje mogoče samo nekaj, kar smo si izmislili, da bi si olajšali bolečino izgube, da bi čas v bludnjaku naredili bolj znosen. Mogoče je bila samo materija pa se reciklira. A v resnici ne verjamem, da je bila samo materija. Tudi drugo, kar je ostalo od nje, se mora reciklirati. Zdaj verjamem, da smo ljudje več kot samo vsota naših delov. Če vzamete Aljaskin genski zapis, dodate njene življenjske izkušnje in odnose z ljudmi, potem pa vzamete še velikost in obliko njenega telesa, ne dobite nje. Še nekaj čisto drugega je. Je del nje, ki je večji od vsote njenih zaznavnih delov. In ta del mora nekam iti, ker se ga ne da uničiti. John Green, Kdo si Aljaska? Kaj še? Prelepa je. Ne naveliča se je gledati. Nikoli te ne skrbi, ali je pametnejša od tebe. Veš, da je. Zabavna je, ne da bi bila kadarkoli žaljiva. Ljubim jo. Tako srečen sem, da jo ljubim. Ne moreš si izbrati, ali te bo na tem svetu kaj prizadelo, starec. Lahko pa saj malo vplivaš na to, kdo te bo prizadel. Moje izbire so mi všeč in jih vzamem za svoje. Upam, da so tudi njene njej in jih vzame za svoje. Vzamem, Augustus. Vzamem. John Green, Krive so zvezde. Srečko Kosovel, pa da bi znal. Pa da bi znal, bi vam zapel o svetlo šumečih topolih, o kraškem soncu v hladnem septembru, o belih hajdovih dolih. Pa da bi znal, bi vam zapel o enem dekletu. Tako rad jo imam in ji ne dam za vse na tem svetu. Zaprl sem oči, srce in vse telo pa mi je prepojilo tako močno čustvo mirne in čiste sreče, da sem si moral kar glasno povedati. Doma sem vendar, po 15 letih spet ležim pod domačo streho. Vrgel sem se v znak in z lačno slastjo potegnil vase dolg požirek zraka. Bil je mehak, gost in prijetno hladen, kakor črno vino. Takoj sem začutil v žilah novo opojno moč. S preširno radostjo sem prekrižal roke potilnikom ter se prepustil šumečemu valovanju domače pomladne noči. Jaz sem Pia Irena Čokolin, prihajam iz 3. Č in danes vam bom na pobudo mentoric prebrala svojo zmagovalno najkratko zgodbo z naslovom Zadnji pogovor. Dogodki so resnični iz tega poletja. Upam, da se vam bo zgodba zdela zanimiva in da boste uživali v poslušanju. Pa začnimo. Zadnji pogovor. Poslala sem sporočilo, ali je preživel, in dobila odgovor. Hvala za vso pomoč, vse bomo uredili. Storili ste, kar ste lahko. Zvečer sem se z Gajo sprehajala po pomolu v Brightonu, saj sva iskali kotiček miru, da bi zvok valov ter lepota zvezd dobila svojo moč. Bil je lep večer. Nek starejši gospod naju je prosil za slugo, čakal je svojega prijatelja, ta pa je zamujal. Prosil me je, ali mu posodim telefon, da ga pokliče. Preden sem mu ga dala, sem še hitro fotografirala razgled ter mu namignila, naj ne zbeži s telefonom, on pa se je pošalil, da ni model za javna fotografiranja. V zameno za zaupanje mi je ponudil 10 funtov ter podal ključ od avta. Med klicom se je že kar stemnilo, zato sva se, ko je opravil klic, odpravili domov. Zaželela sem mu lepo življenje, kar vedno storim v takšnih primerih, saj mi je zanimivo opazovati ljudi, ki ugotovijo, da me verjetno res nikoli več ne bodo videli. Nasmehnil se nama je in nama zaželel enako. Vrnila sem mu 10 funtov ter ključ od avta, a je vztrajal, da denar obdržim. Zahvalil se mi je za prijaznost ter prosil, naj še naprej pomagam ljudem, ko bodo v stiski. Ko smo se vračali s pomola, me kliče neznana številka ter vpraša, kje sem. Odgovorim, da je njegov prijatelj na koncu pomola, jaz pa sem le dekle, ki me je posodila v telefon. Vpraša me, kje sem jaz? Jaz pa arrogantno govorim, da to njega ne zadeva. Pokliče še enkrat. In cel dialog se ponovi, le da se oba že malo bolj nestrpna. V glavi so se mi začele odvijati situacije, kako me bo neka skupina ljudi ugrabi ali kaj takšnega.
Pokliče še enkrat. Tokrat hipoma reče: Se opravičujem. Če ni bilo jasno, a tu je policija. Oseba, ki ste ji posodili telefon, nas je klicala, da mi nas opozorila, da bo na koncu pomala nekdo skočil v morje. Ustaviva se. Telefon mi zdrsne iz roke. Srčni trip se mi pospeši. On je edini na koncu pomola. Začutena prijateljica, ki ne ve, kaj mi je policist ravnokar rekel, pobere telefon ter mi ga prisoni nazaj na uho, da jim ga opišem. Branje umetnostnih besedil nas aktivno določa. V osebni brani izkušnji razvijamo svojo estetsko občutljivost. Učimo se uživanja v lepem. Hkrati budi našo domišljijo. Ko se soočamo s fiktivnimi svetovi, so ti prav lahko ogledalo naših lastnih čustev. In zato se lažje vživljamo v sebe, gre za samorefleksijo in globlje razumemo druge, postajamo empatični. Tako se razvija naša čustvena inteligentnost. Samostojnega razmišljanja ni brez aktivnega in bogatega besedišča. Mislimo z besedami. In več besed, ko usvojimo, in bolj ko se zavedamo, da dobivajo te v različnih kontekstih različne pomene, da ustvarjajo številne miselne povezave in asociacije, o več stvareh lahko kritično in ustvarjalno razmišljamo. Tako se gradi naša samopodoba in oblikujejo vrednote in stališča. Branje je vsekakor naporen miselni proces in užitek hkrati. Zato rada berem. Čemu se jeziš, okoli fani najstnik? Si sit učenja irelevantnih piscev, irelevantnih knjig? Si utrujen od konstantnega sestavljanja karakterja, iz dneva v dan, skozi rožnate travnike in črna brezna? Si ljubosumeno po pogledu na nekoga, ki premika gore in prinaša svetu svetlobo za vsakim dežjem? Si naveličan poslušanja latinščine med 4 zidovi kockaste učilnice, ki ne prepušča krikov? Primanjkuje ti kisika, nagon pa te poganja svobodi v naročje. Kakor divja lisica želiš občutiti moč narave, se potikati po skrivnostnih gozdovih in spoznavati nove jame, potoke in preplezati skale. Si jezen, ker so ti pripisali napačno vlogo? Ti živiš v potencialni prihodnosti, priklenjen na naprave, telefone in tekanje brez glave skozi črna brezna. Ustavi se, čeprav te je strah, da se boš pogreznil. Vzemi skiro in odrini na pot, čeprav polno razpoti, ki sekajo tvoje želje in se nadaljujejo po svojem tiru. Kdo ti je rekel, da moraš samo eni slediti? 2 si postavi za cilj, kmalu pa boš dodal 3. in ugotovil, da imaš voljo še za 4. Če te 4 zidovi kockaste učilnice ne zadovoljijo, si ustvari nove. Posadi svoj travnik rož, premikaj sebi primerne gore. Zadovoljni so tisti, ki se po svoji volji ravnajo in sledijo srcu, ostale pa pot vodi naravnost v črno brezno. Srečko Kosovel, jaz protestiram. Vi vsi, sedeči po gledališčih, barih in kavarnah in drugih zabaviščih, jaz protestiram. Sredi bolečin neizprosnih borb te preklinjam jaz, propalega naroda, propali sin. Jaz, vedni človek, vedni, izgubljeni, ki iščem ljubezni odrešilne pri ženi. Jaz, poln bolečin, propalega naroda, propali sin. Odstraniki. Kmetija je bila videti kot na oglasu. Stoječ vrh zlato obsijanega hriba je ponosno gledala na dolino kot kraljica, ki stopi na plano v občudovanje svojega ljudstva. Zrak je preveval vonj po košeni travi in pod bogatimi pšeničnimi klasi so glasno prepevali črički.
Na starem drevju je težko in bujno viselo sadje, ki se je vabljivo lesketalo v zahajajočem soncu, skoraj da sramežljivo v svoji mikavnosti. Človek bi rekel, da je bila slika idilična. Poletje na deželi se je očarljivo pohotilo, polno skušnjav. Že sam zrak je bil težek in lenoben, dovolj, da mami še tako trmasto treznega človeka. Gospod Večernik se je namargodil, trmečil v ekran tvojega novega Samsunga. Ni bilo dvoma, da je prišel na pravi kraj. Slika na oglasu se natanko ujemala z idilično pokrajino, ki se je razprostirala pred njim. Trpeče je, da vdihnil. Srečko Kosovel, sonet smrti. In vse je nič. Te žametne oči so kakor žalost, ki strmi v sivino. Njih temni soj prodira med tišino, kot zvok, ki se v šumenju izgubi. Te tihe, črne, žametne oči med svojim temnim bleskom in milino poljubljajo to sivo bolečino, ki mojo dušo vsak dan bolj duši. Te tihe, črne, žametne oči so kakor črno, žametno nebo. Nad ostro rano krasa razprostrto, so kakor luč, ki dušo pomiri. Ko ugasne nad pokrajino razdrto, se v mehko temo duša potopi. Zdaj pa bom prebral odlomek iz knjige Udba, ki jo je napisal Bogdan Sajovic in govori o tajni jugoslovanski policiji. Udba je bila zelo vplivna, saj je neredko celo dajala direktive sodnikom in tožilcem, po potrebi tudi odvetnikom, nadzorovala pa je celo zapore. Lahko se je dovolila, da je osvobajala obsojene kriminalce, ki so bili pripravljeni sodelovati z njo. Tudi sama se je ukvarjala s kriminalom tako, da je za agenturne naloge in likvidacije nezaželenih oseb plačevala kriminalcem, da za njo opravijo umazano delo. Tajna policija je celo zelo aktivno sodelovala pri neposrednih kriminalnih dejanjih, pri tihotapljenju cigaret, trgovini z orožjem in raznih sumljivih finančnih mahinacijah. Pojavile so se celo trditve, da je umetno izvala pomanjkanje določenega blaga na jugoslovanskem trgu. Ta knjiga mi je bila zelo všeč, saj rad berem zgodovinske knjige. Manchestersko letališče, julij 2006. Za vse počitniške destinacije na planetu velja splošno pravilo. Bolj sončno letovišče, ki ga obiščeš, močneje dežuje, ko pristaneš spet v Veliki Britaniji. In na Zakynthesu je bilo sončno. Tako sončno, da se mi v trenutku, ko s prijateljicama tresoč se v dežju, stopim iz letala na britanski asfalt, zazdi, da je edina stvar, ki ni siva, moj nos, ki je stran zbojajoče rdeče barve. Morda moji nožni prsti, ki so zaradi natikačev, ki so se mi zdeli ob odhodu z Zakyntesa zelo pametna izbira, goli in tako modri in zamrznjeni kot radioaktivne sladoledne lučke. Vendar se ne smem pritoževati zaradi vremena, ki je bil edini čudoviti dejavnik teh počitnic, se pravi prava redkost. Jennifer Niven, vsajem popoln dan. Sezujem si čevlje, skočim v vodo in se globoko potopim. Gledam skozi plavalna očala in ga iščem, čeprav vem, da ga ne bom našla. Plavam z odprtimi očmi, vrnem se na površje pod veličastno širno nebo. Vdihnem in se spet potopim. Tokrat globje. Rada razmišljam o njem, kako se potepa po nekem drugem svetu in vidi stvari, ki si jih nihče ne more predstavljati. Theodore Finch. Bil sem živ. Gorel sem žarom, svetlo in potem sem umrl. Ampak ne zares, ker nekdo kot sem jaz ne more in ne bo umrl tako kot vsi drugi. Vedno bom tu, v daritvah in ljudeh, ki sem jih pustil za sabo. Plavam pod čirnim nebesnim svodom in soncem in vso tisto modrino, ki me spominja na Theodorja Fincha. Tako kot me nanj spominja vse drugo. Dnevnik nabritega mulca Kruta resnica, avtorja Jeffa Kinneyja. Stran 57, sreda. No, takole je. Prvih nekaj dni brez mame je bilo prava katastrofa. Ponedeljek smo si hoteli sami skuhati večerjo, ampak nihče od nas ni vedel, kaj pravzaprav počnemo.
Marko je bil zadolžen za pripravo ledenega čaja, ki pa na koncu ni bil žiten, najbrž zato, ker ga je premešal kar s svojimi rokami. Robi je bil veliki vodja ključnega projekta za pripravo pečenke, vendar jo je pozabil vzeti iz ovoja, preden jo je vstavil v pečico. Na koncu smo obupali nad doma pripravljenim obrokom in šli jest ven. Ko smo zapuščali restavracijo, je Robi izpljunil svojo žvečilko v vešče, ki so obletavale bližnjo luč, in po nesreči pljunil v očeta. Oče se je ves zaripal od jeze pognal za Robijem, toda Robi je dokaj hiter, zato ga ni mogel ujeti. Nato se je oče spotaknil v pločnik na parkirišču in si zvil gleženj. In tako sva z Robijem morala očeta peljati v ambulanto. Ko ga je zdravnica vprašala, kako si je zvil gleženj, je oče rekel, da ni gledal kot hodi, in tako je stopil na eno od številnih igrač, ki jih Marko pušča na dovozu do hiše. Nekako razumem očeta, zakaj ni hotel povedati po resnici. Ko sem si nekoč polomil zapestje, sem naokoli govoril, da sem si ga poškodoval med pretepom. V resnici se je zgodilo to, da sem vstal s straniščne školjke, toda ker sem na njej presedel predolgo, so mi noge zaspale in telebnil sem na tla. Moja različica dogodka mi je bila bolj všeč. Skratka, po zgolj nekaj dnevih brez mame gre vse v maloro. Kasirali smo že eno resno poškodbo in kdo ve, kaj vse nas še čaka. Pozdravljeni! Danes sem vam prebrala odlomek iz knjige Taylor Swift, ki jo je napisala Sarah Oliver. V pesmi The Best Day svojega drugega albuma Fearless pripoveduje o tem, koliko je pomeni družina. To je prijetna skladba, v kateri se Taylor spominja čudovitega otroštva, ki sta ji ga omogočila starša. V njej prepeva tudi v eni svojih najhujših dotedanjih izkušenj iz časov, ko je imela 13 let. Nekoč je vprašala sošolke, ali bi šle z njo popoldne v nakupovalno središče, a so ji rekli, da ne morejo, ker nimajo časa. Taylor je nato šla tja s svojo mamo, a jih je tam srečala. Andreja je Taylor potem odpeljala v drugo nakupovalno središče, pa čeprav je do tja 1,5 ure vožnje, in sta se imeli lepo. Tako je znova pričarala nasmeh na hčerin obraz. Gil Lewis, Beli delfin. Vsako noč je enako. Stojim na nabrežju, prste tiščim v hladen moker pesek. Nad menoj je luna, lesketajoča, bleščeče bela. Njena svetloba na vodi pušča mlečno sled. Delfin je spet tukaj. Njegovo biserno belo telo drsi skozi polnočno morje. Zvija se in obrača za lomečimi se valovi in me vabi, naj mu sledim. Toda ocean je prostran in črn, jaz pa ne vem, kaj leži za to obalo. Zato samo stojim in ga opazujem, kako plava proč. Vsako noč sanjam te sanje. Vsako noč me beli delfin čaka. Toda tja, kamor gre, si mu ne upam slediti. Iz knjige Modrijanov strah, 73. poglavje, kri in črnilo. Namočil sem pisalo in se skušal domisliti, kje naj začnem. Starši so me ubili, ko sem imel 11 let. Ta dogodek je bil tako bridek in grozen, da sem skoraj da zblaznel. O tem nisem nikoli pravil nikomur. O tem nisem niti šepetal v praznih sobah. Skrivnost sem k sebi prižemal tako dolgo, da sem zaradi njene teže komaj da dihal, če sem si drznil samo pomisliti nanjo. Vnovič sem namočil pero, toda besede so me izdale. Več ur kasneje sem še zmerom bolščal v prazno stran. Od besa in brez izhodnosti sem s pestjo treščil po mizi s tako silo, da sem se ranil do krvi. Tako težka lahko postane skrivnost, da zaradi nje lažje priteče kri kot črnilo.